Pozdravljeni, z vami sem Minka in a vam je kaj vroče? Verjetno boste vprašali, pa kakšno vprašanje je to? Ja, zdaj je pa res pošteno vroče in danes bomo govorili o tem, kaj lahko naredite, da vam je manj vroče, ta občutek, da od znotraj gorite. Če imate ta občutek, no potem je ta video za vas. V glavnem, prva zadeva, kar moramo razumeti pri tem občutku vročine v telesu, dobro, eno je, če ste ženska po 45. letu, da vas že daje malo predmenopavzno obdobje, menopauza v tem primeru, ja, že tako imate občutek, da vam je vroče. Pa še tole, kar je zunaj, wow, imate mogoče občutek, da se ne morete ohladiti. No, zdaj pa če pogledamo, prva zadeva, voda, samo voda ni vedno povezana s hidracijo. Hidracija je pogosto povezana s tem, da se nekako voda, da ostane v telesu in tukaj vam priporočam, dajte dodati zraven limonin sok. Dajte, zdaj mi kar v bistvu se mi slika pred očmi, bezeg, recimo flavonoidi. Bezeg je na Primorskem že zrel, to pomeni, da bezeg, brusnice, borovnice, vse to, flavonoidi, vplivajo na vodni del naše celice in ker delujejo na vodni del naše celice, v bistvu delujejo tudi na občutek hidracije v telesu. Odplavljajo strupe iz telesa, dobro, delujejo tudi na imunski sistem, delujejo tudi na to, da se čisti limfa, ampak predvsem bioflavonoidi delujejo na to, da nekako imamo občutek, da smo se odžejali. Zato dodajte v vodo, čakajte, dajte, moja Karla mi je prišla pomagati, se boš pokazala, boš. V glavnem, limone, lahko recimo si kumaro zmiksate, dodate majčkeno soli zraven, pripravite mogoče meto, metin napitek, metin čaj, ne nazadnje hladen čaj. In zdaj, če se jaz spomnim recimo nekoč, ko sem jaz odraščala, ko smo delali od zunaj, recimo ko smo grabili seno, veste kaj smo pili za žejo? Hruševo vodo. Mislim, zdaj kaj je ta hruševa voda? V bistvu kompot iz posušenih hrušk. In poskusite na ta način, ker boste videli, kako bolj se boste odžejali. Tukaj ne govorim, da je treba dodajati sladkor, ampak predvsem dodajte sol. Majčkeno soli, zato ker ko se potimo, dejansko naše telo splavlja iz telesa tudi sol. No, tako da to je prva zadeva, hidracija. Zdaj pa pojmo na tisto, kar nas po osnovi dehidrira. Prva zadeva, alkohol. Alkohol je tisti, ki je ta trenutek v teh vročih dneh dobesedno strup. No pa pomislite, kava? Kava pa dejansko je dobra, ker v bistvu nekdo, ki je navajen na pitje kave, dobro, če popije zraven še kozarec vode, kava sama po sebi ne deluje na to, da odvaja čistilno energijo manj. Mnogi po kavi gremo normalno potem na WC, ampak sama po sebi kava, če imate 2 do 3 skodelice na dan, ni problematična. Problematičen je alkohol. Problematične so sladke pijače, problematični so recimo predelana hrana, slani prigrizki, to je problem. Prejšnji dan smo bili na kavi in pač obiskala sem ene prijatelje, ob morju sedimo in sosedna miza, veselo, zjutraj, ne vem, mora bila 9, naročajo pivo, pa takratke, pa štokole, pa tako naprej. Pač ob 11 so bili že dejansko vsi potrjeni. In zdaj, če gledate, kaj dehidrira naše telo? Alkohol v kombinaciji s sladkimi pijačami. To je zadetek na loteriji. In zdaj, kaj se pa potem zgodi? Ko naše telo dehidrira, dehidrira tudi koža. In naenkrat pride do tega, da imaš občutek, da se pogledaš v ogledalo, pa zakaj je moja koža videti tako stara? Zaradi tega, ker je dehidrirana. No, glejte, danes, ko smo šli na sprehod, smo se pogovarjali ravno o tem, ker je bezeg že zrel. Bezeg, če ga zdaj leži najdete, ali pa borovnice so, ki smo nabirali gobe na Pokljuki, ja, boste rekli, pa jih ni. No ja, smo najdeli nekaj malega, bojo gobe, ampak kakorkoli, najdeli smo pa borovnice,
Tako da borovnice same po sebi so krasne in da naredite ta kompot, nesladkan kompot in to pijete in boste videli, kako se boste dobro odžejali. No, zdaj pa naslednja stvar pri hidraciji je pa namesto sladoleda raje jejte beljakovine in zelenjavo. Ker mnogo ljudi posega po sladoledu, sadnih sokovih, lubenici. Zdaj, kje je tukaj problem? Sladoled, sadni sokovi pa lubenica imajo glikemični indeks okrog 75. Se pravi, vse, kar ima visok glikemični indeks v telesu, sproži reakcijo in telo zahteva še več cukra. In cuker sam po sebi dehidrira telo. Zato je boljš posegati po prigrizkih. Ne vem kaj, zdaj ta video, ki ga snemam, je zvečer, proti večeru, gre ura. Danes popoldne, recimo za kosilo sem naredila blitvo s krompirjem, pa jedli smo v bistvu en tak zelenjavni piščanec. No, ta recept bo v ta novi knjigi Hrana, ki zdravi dušo in telo. V glavnem in seveda blitve s krompirjem je ostalo. Potem pa hladna blitva s krompirjem, pa mečken skute zraven, božanska malca, pa mehko orehov. To je bila moja malca danes. In v bistvu se naješ, imaš občutek, da telo je dobilo tisto, kar potrebuje, predvsem pa ne dehidriraš. No, tako da zdaj seveda več rib, več jajc, kakšne zelenjavne omlete pa si pripravite. Dajte začeti dan zeleno in boste videli, kako se boste imeli, kako bo vaše telo občutilo hlad. No, in naslednja stvar, ohladite telo od znotraj. In tukaj pa prav tisto, kar je res pomembno. Poglejte to. Kumare imajo kar 96% vode, zelena 95% vode, bučke 94% vode. In sploh, ko to kombiniramo skupaj s kefirjem ali pa jogurtom, nastane krasen obrok. Lahko je tudi zajtrk, lahko je tudi smuti za zajtrk. Recimo jaz sama zjutraj grem na vrt, naberem zeleno, jo zmiksam, to popijem, ta sok, in to je za začetek dneva. In zdaj, če imate občutek, da ste kar naprej žejni, dajte noter ščepec soli in boste videli, naenkrat boste imeli občutek, da ste odžejani. Zelena sama po sebi ima čistilno energijo, čisti ledvice, čisti mehur, čisti notranje organe. Zdaj, mogoče bi tudi to, ohladite telo od znotraj, pametno uporabljati zlato rozgo. Zlata rozga je zelišče, ki ga zdaj že najdete na obronkih gozdov. Seveda dobite tudi v lekarni ta čaj, ampak zlata rozga hladi ledvica. Zdaj pa, če kako pripravite ta čaj, preprosto zavrete vodo, date noter recimo za eno pest suhega zelišča, recimo na liter vode, to je vrela voda, pokrijete, pustite stati nekje 10 minut in potem to ohlajen čaj pijete. In boste videli, kar naenkrat boste imeli občutek, odžejala sem se. In mogoče, če se ne morete odžejati, dajte ščepec soli noter in boste videli, kako se boste dobro počutili. No, potem pa naprej pomirite živčni sistem. Zdaj pa zakaj je pomembno živčni sistem pohladiti? Zato, ker če imate te vročinske oblive in imate občutek, da gorite od znotraj, je lahko, da je vaš živčni sistem preobremenjen. In zdaj mogoče pomislite, pa kaj naj naredim? Seveda pomaga sprehod, pomaga kvaliteten spanec. Pa si rečeš, kako naj grem na sprehod, ko je pa tako vroče? Kako naj kvalitetno spim, ko je tako vroče? Vam povem primer zadnje gospe. Gospa je bila pri meni na svetovanju. In v zadnjem življenju, predeluje iz zadnjega življenja, je bila sužnja in je delala na bombažnih poljih. In tam je bilo grozno vroče. Grozno vroče. In ko pride vročina, ona enostavno dobi tisto, enostavno ne maram vročine. In to zaradi tega, ker je spomin njene duše na eno drugo življenje, kjer je mogla v vročem soncu nabirati bombaž. Ali pa recimo, s kom sem govorila? S Katarino Vidmar, ki je naslikala tele karte Prehodu v novo dobo, z njo govorim in je rekla, jaz ne maram sonca, ne maram delati na vrtu, ker je tako vroče, tega ne maram.
Sem rekla, Katarina, mogoče ti predeluješ suženjstvo iz enega drugega življenja. Dejansko, ona ne mara delati na vročem soncu. In če vi predelujete suženjstvo, pomeni, da vzamete v roke knjigo Moški hormoni, ko imajo moški hormoni žur, in noter je poglavje o suženjstvu in greste počistiti vse programe, ki so povezane s suženjstvom. Zato, da lahko prenašate vročino. No, tako da v bistvu s tem boste pomirili živčni sistem in s tem bojo tudi vročinski oblivi manjši in občutek, da gorite od znotraj. In podprite hormone. To je pa zdaj 5. točka. Podprite hormone od znotraj. Hormone pa podprete dejansko z magnezijem, z omega 3, z kvalitetnimi beljakovinami. In vemo, da recimo stresni hormon prednostno porablja C-vitamin, omega, magnezij, B-vitamin. In ko imate pomanjkanje B-vitamina, vi se ne morete umiriti. Ste nervozni, ko imate pomanjkanje magnezija, vam razbija srce, imate občutek, da pač razbija vam srce, mogoče težko dihate. To je tehnična, nam rekla, okvara. To je tehnični primanjkljaj vašega telesa in sploh, ko je vroče, ko se potimo, ker izplavljamo skozi potenje, v vodi tople minerale, in minerali so vsi vodotopni, se pravi, prvi je magnezij, kalij in po drugi strani vodotopne vitamine. In tukaj sem spadajo sigurno vsi B-vitamini. Ko vam manjka B-vitamina, vi ste nervozni, občute nemir, potenje. In zato je tako pomembno, podprite vaše telo z dobrimi vitamini in minerali. Zdaj, mimogrede, ta podatek sem dobila, kdaj sem ga dobila? Pred parimi dnevi, 14. avgusta bomo imeli rahlo podražitev vitaminov, tako da za vse tiste, ki si želite zdaj v tem času, ne vem, majčkeno vitaminske podpore, imate spodaj povezave pod videom za prehranska dopolnila, zdaj seveda jih dobite seveda s popustom, poleg tega pa do 14. 15. avgusta dodajam zraven še kristal za srečo in navodila, kako si pripravite svoj eliksir s kristali, ki vas energijsko podpre, da lažje zmorete čez ta, pač kakorkoli. Čas je vedno bolj naporen, čas se vedno hitreje vrti in vemo, da energije pritiskajo z vseh koncev na nas. Tako da v bistvu vi poskrbite na ta način z vseh plati, da vaše telo poskrbi, da se uravna na normalo. Zdaj, če pogledam na hitro, imam tukaj oporne točke. V glavnem, tisto, kar je pomembno, je to, da veste, da sam to, da pijete, da se odžejate. A veste, veliko ljudi reče, joj, tako sem žen, rabim kozarec piva. Pivo dehidrira. Poleg piva bi mogli popiti kozarec vode. In to vemo, da ne dela nihče. No, zdaj pa poglejmo naprej na nekaj pozitivnih sporočil za vse tiste, ki gledate tale video. Kaj je ta trenutek za vas pomembno? Stvarnik za tole dušico, ki tole gleda, tale posnetek. Kaj je za njo ta trenutek pomembno? Da sliši, da ozavesti, da ve. Dovoljuj si čutiti svoja čustva. Dovoli, da se tvoja duša očisti. In poglej na življenje skozi hvaležnost. Bodi hvaležna za življenje, za vse, kar je. Za vse, kar ti življenje prinaša. In to je povezan s tvojim zdravljenjem. Ker čas je, da v svoj živčni sistem spustiš mir. Da se tvoje celice napolnijo z novo energijo, da tvoja duša občuti zdravljenje. Očiščena si težje preteklosti, enostavno tega ne potrebuješ več. Zanimivo, kako energija sonca, sončni žarek, ti si sonce, ki sveti ljudem, ti si žarek sprememb, vrtnice, ki cvetijo in potem voda, 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 voda. In danes govorimo o hidraciji telesa, dejansko to je pomembno tudi s tem, da se tvoja duša očisti, na nek način. Tvoje telo hrpeni po, moram se odžejati.
Ampak po drugi strani, mogoče tvoja duša je duhovno žena. Mogoče je to zadaj. Dajmo pogledati stvarstvo. Za tole dušico, ki tole posluša. Kaj je pomembno? Prihajamo v močno obdobje, začelo se je obdobje leva, 8. mesec že sam po sebi pomeni neskončnost, že sam po sebi je to najmočnejši element, lev, in da vidimo, mag. Čas je, da sprejmeš svoje moči. Čas je, da pogledaš, kaj imaš za sabo za počistiti, da pogledaš, kje si, da se lotiš čiščenja podzavesti, ki je povezana s tem, da mogoče braniš svoja stališča, da govoriš, ne, meni se pa to ne dogaja, to imajo samo drugi. In da sprejmeš ravnovesje v svojem telesu. Nisi nemočna, absolutno ne. Nisi nemočna. Tukaj v tebi je moč, da skozi svojo, prišla je karta zaljubljenca, se pravi skozi svojo ustvarjalno energijo, skozi svojo strast. A ne, kar 8. mesec, lev, to je energija, to je strast, to je ljudje, ki so rojeni 8. meseca, so ognjeviti, to je ognjeni mesec, da dovoliš, da tvoja strast poleti. Zanimivo, ne? Tudi tukaj zadaj je, po moje je planet, tukaj zadaj je Mars, se pravi ognjeni planet. Karla je še kar pri meni, čaše ljubezni. Glejte, Karlček. Veste, da imamo enega mucka zdaj še za oddati. Zdaj je ostal samo še Ginger. Mi imamo nekaj mehkih muckov. Dobro. Ena bela mucka, ta je preveč plašna, ne vem, kaj bomo z njo naredili, ampak Gingerček, to je pa mečken oranžen mucek, no, oziroma ne, se ga bo soseda vzela. Ja, vse smo oddali, zdaj imam samo še eno mucko za oddati. Imamo 4 mladičke, namreč za tiste, ki ne veste, o čem govorim. In ta mala mucka bela je pa zaenkrat tako prestrašena, zanimivo, tako prestrašena, zanimivo, prav na grlo mi je udarilo, da vsakič, ko sreča, ko vidi ljudi, enostavno zbeži. Zanimivo. Ona zgleda, da mi je mačja dlaka me draži, očitno. Dajmo pogledati še eno sporočilo za tebe. Čas je za tvojo družinsko srečo. Zanimivo, kakšne karte so prišle. Nekaj te moti v tvojem življenju, mogoče si ne dovoliš živeti svoje strasti. In zaradi tega ugašaš svojo družinsko srečo. Mogoče zaradi tega sebi ne dovoljuješ, da bi bila res to, kar ti si. Imej pogum. Pa še enkrat sonce. Sprejmi moško energijo, mogoče v sebi, mogoče je povezano s tem, da dovoliš, da ta strast ponovno zaživi v tvojem domu. Plavaj s tokom, pet se skopat in imela boš silovit preboj naprej. Tako da zanimiva sporočila, v vsakem primeru dovoli, da življenje gre naprej. Ne se upirati življenju, ne se upirati energijam, ki so, ampak razmisli, kaj je tisto, kar te ta trenutek življenje uči, in boš videla, življenje te bo poneslo naprej, samo zaupaj v tok življenja. Tako da, pa dehidracija, hidriraj telo, ker ta trenutek je res pomembno, da poskrbiš za svoje fizično telo in seveda tudi za svoje psihično telo, čustveno telo. Uživaj in se vidimo kmalu v naslednjem videu.